Delničarji Luke Koper na izredni skupščini odločajo o predlogu soda o odpoklicu nadzornikov, predstavnikov kapitala in imenovanju novih članov nadzornega sveta. Novi nadzorniki bi nato lahko zamenjali predsednika uprave Gašparja Mišiča. Čeprav je Mišičevo imenovanje sprožilo ostre odzive, pa njegova zamenjava ni več samoumevna. Vlada je objavila popravljeni predlog zakona o davku na nepremičnine. Iz predloga je razvidno, da so na vladi popustili kmetom. Po novem bodo namesto po 0,5% stopnji kmetije obdavčene po 0,15% stopnji, gozdovi pa po 0,07. Vlada je nekoliko znižala tudi obdavčitev za poslovne in industrijske stavbe. Bistveno bolj pa bodo po novem obdavčeni vikendi in prazna stanovanja. Namesto po 0,15% stopnji bodo obdavčeni po 0,5% stopnji. V Sloveniji je bilo septembra registriranih 114.669 brezposelnih, kar je 1,7% manj kot avgusta in 8,8% več kot septembra lani. Med novo prijavljenimi brezposelnimi je bilo največ brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas. Kljub večjemu številu novo prijavljenih brezposelnih pa se je povečalo tudi zaposlovanje. Delavci Pinusove hčerinske družbe Biogoriva so zjutraj opozorilno stavkali. Podjetje jim dolguje plači za avgust in september, že od junija pa tudi prispevke za socialno varnost. Gre za 11 delavcev, ki zahtevajo, da podjetje čim prej poravna dolgove. Sicer bodo prihodnji teden začeli stavkati do izpolnitve zahtev. Pod pokroviteljstvom študentskih organizacij in študentskih klubov se je začel tradicionalni vseslovenski študentski krvodajalski teden Častim pol litra. Namen akcije je spodbujati mlade k sodelovanju in ustvariti zavedanje o tem, kako pomembna je pomoč sočloveku. Krvodajalske akcije potekajo v Ljubljani, Mariboru, Izoli ter v študentskih klubih po Sloveniji. V Mariboru bodo lahko študentje darovali kri na Centru za transfuzijsko medicino v torek in sredo od 8. oziroma 9. ure naprej. V Sloveniji se je danes začel teden otroka, teden namenjen skrbi za uresničevanje pravic otrok in njihovo dobrobit. Letos bo na predlog učencev namenjen razmisleku o položaju otrok v družbi. Na to temo bodo po državi potekali številni prostočasni in razvedrilni programi za otroke. Zveza prijateljev mladine pa je ob 60-letnici delovanja v Muzeju narodne osvoboditve Maribor pripravila razstavo 60 let prijatelji. Na ogled bodo fotografije, plakati, zloženke in drugi predmeti iz zgodovine zveze. Poglejmo še vremensko napoved. Jutri bo večinoma oblačno z občasnim dežjem. Padavine bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije, ob morju lahko tudi zagrmi. Bolj suho bo na severovzhodu. V sredo bo pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. V četrtek bo dež na zahodu spet pogostejši, čez dan se bo širil tudi v notranjost. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Danes v dnevniku televizije Maribor. Sindikat mariborskih gasilcev opozarja na nepravilnosti. Če jim ne bodo prisluhnili, napovedujejo stavko. Bili smo v Ormožu, kjer so se srečala slovenska kulturna društva, ki delujejo na Hrvaškem. Večni derbi med Mariborom in Olimpijo so v Ljudskem vrtu dobili mariborski nogometaši. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.